besedi vabim gospoda Pjera Boskova, vodjo oddelka za analize kmetijske politike in perspektive Generalnega direktorata za kmetijstvo in razvoj podeželje Evropske komisije, da predstavi, kaj čaka evropsko kmetijstvo in zadružništvo v novi skupni kmetijski politiki do leta 2020. Izvolite, gospod Boskov. Hvala, spoštovani predsednik. Gospe in gospodje, najprej dovolite, naj se vam opravičim. Žal me morate poslušati slušalkami. Žal ne poznam slovenščine, da bi lahko izrazil svoje misli, torej spregovoril vam bom v francoščini. Tudi naslednji govornik bo govoril v francoščini, torej to bo francoski del tega posveta. Najprej bi se rad zahvalil za povabilo. V veliko čast mi je, da lahko sodelujem na vašem 40. posvetu. Tukaj sem prvič v Sloveniji in vesel sem, da bom lahko z vami spregovoril o zelo pomembnih temah evropskega kmetijskega sektorja. Gre za opredelitev novega finančnega okvira evropske kmetijske politike do leta 2020. V svojem prispevku bom najprej orisal najpomembnejša politična izhodišča, na to bom spregovoril o trenutnem stanju pogajanj. Trenutno se s tem ukvarjamo že 2 leti. Pogovarjamo se z odborom v Evropskem parlamentu in upam, da bomo v naslednjih mesecih zaključili ta proces. Kmetijski sektor je živilski sektor Evropske unije in je del svetovnega gospodarstva. Gre za zelo pomemben sektor in pomembno je, da imamo natančna pravila, da bi lahko dosegli ambiciozen sektor, ki bi bil usmerjen v prihodnost za celotno Evropsko unijo. Najprej bom na kratko spregovoril o finančnem okviru. To je pomemben del prihodne kmetijske politike. V primerjavi s prejšnjimi reformami iz leta 2003 govorili bomo o vsebini novega okvirja, pa tudi o finančnih instrumentih. Gre torej za zelo kompleksno temo in upamo, da bomo kmalu dokončali razpravo o finančnem vidiku. Že 15 let delam na področju kmetijstva in v osnovi se ukvarjam z koordiniranjem prihodnjih politik. Prvič bomo imeli politično težo parlamenta in sveta in to je novost v skupni evropski politiki, tako da bomo imeli bolj kompleksno razpravo. Razpravljali bomo na ravni med svetom, strokovnimi organizacijami in komisijo. V tretjem delu bom govoril o tržnih usmeritvah, na to pa bom govoril o trenutnem stanju na področju pogajanj. Najprej o proračunu. Poznate predlog komisije. Predlagali smo, da bi ohranjali konstanten proračun, kar zadeva leto 2013 in naslednjih 7 let. Nekateri menijo, da je to preveč, nekateri, da ni dovolj. Pred 3-4 leti smo začeli razpravljati o tej temi.
Predvideli smo, da naj bi se proračun zmanjšal za 20 do 30 odstotkov. Vztrajali smo, da mora proračun ostati dovolj močan, da bi zagotovil stabilno kmetijsko politiko. V preteklosti se je proračun kmetijstva zviševal. Kmetijski proračun potrebuje stabilizacijo in to lahko vidite tudi v tej razpredelnici. V naslednjih 7 letih naj bi namenili 418 milijard evrov. Spodaj, upam, da lahko to vidite, spodaj lahko vidite rezultat izrednega zasedanja voditeljev držav in vlad članic. Vidite, da je prišlo do nekolikšnega znižanja in sicer 1,8% za prvi steber in 7,6% za drugi. Skupna evropska politika seveda mora prispevati k proračunskim ukrepom glede na trenutne razmere. Ta proračun kaže na odnos, ki ga imajo voditelji držav, vlad in članic do kmetijske politike in kakšen pomen ima za prihodnost Evrope. Tukaj lahko vidimo zgodovinski razvoj od leta 1980 naprej. Vidimo, da gre za enakomeren razvoj, enakomerno naraščanje sredstev in že to dejstvo, da je naraščanje proračuna konstantno, pove veliko in to je zelo težko doseči v trenutnih razmerah. Jasno je, da zadnje odločitve voditeljev držav predstavljajo nekolikšno znižanje Zakaj potrebujemo novo reformo? Zakaj je treba vsakih 5-6 let uvesti reforme, spremeniti evropsko kmetijsko politiko? Tukaj vidite, da obstaja zelo pomemben političen razlog in s tem bom začel. Do sedaj je evropska kmetijska politika temeljila na kmetijstvu starih držav članic, torej na 50-letni zgodovini. V prihodnosti pa naj bi ta politika odražala potrebe celotnega sektora in celotnega podeželja. In zato smo predlagali korenito spremembo podpore in ciljev ter instrumentov politike. Ta politika naj bi odgovarjala vsem območjem Evropske unije in ne samo nekaterim. Drugi del je naslednji. Veliko smo govorili o gospodarski krizi. Ta se nanaša na Evropsko unijo, kot tudi na druge dele sveta. Omeniti je treba prehransko varnost. To je pomembno vprašanje tudi na drugi deli sveta. V Evropski uniji smo priča znižanju proizvodnje. Jasno je, da smo v preteklosti imeli velik presežek izvoza, v prihodnosti pa bomo morali znati odgovoriti na potrebo po hrani. Imamo zelo visok delež potrošnje in pomembno je, da bo prihodna evropska politika na področju kmetijstva znala odgovoriti na zahteve glede kakovosti.
Pojavil se tudi nov problem nestabilnosti cen zaradi tržnih razmer, zaradi podnebnih sprememb, zaradi integracije v finančni trg. To zadeva zlasti žitarice. V prihodnosti bomo morali znati odgovoriti na takšno nestabilnost cen. Sedaj še nekaj o izzivih, o okoljskih izzivih in tisti, ki so povezani z naravnimi viri. Pred 30 leti smo spoznali, da je naše okolje ogroženo, da se kakovost vode in biotske raznovrstnosti niža. Vse to so elementi, ki so izjemno pomembni, saj je od njih odvisna produktivnost kmetijskega sektorja, prehranska varnost in to vse na dolgi rok. Okolje je že 20 let pomemben faktor. Upoštevati moramo posebne okoljske pogoje. Pomembno je, da vse te vidike vključimo v oblikovanje novih politik. Zdaj še en graf o cen blaga, ki vplivajo na prehransko varnost in na splošno prehransko varnost v Evropski uniji in v svetu. Prehranski sektor je zelo pomemben in bo v prihodnosti še pomembnejši, saj vemo, da se bo število prebivalstva še povečevalo. Na grafu vidite, kako so se cene spreminjale, kako so se razvijale. Sicer gre za cene v kmetijstvu, cene gnojil, cene energentov in tako naprej. Opažamo, da se cene precej spreminjajo. Prepričani smo, da je zdajšnji upad cen le začasen in da se bodo cene v prihodnosti še povečale, kot lahko vidite v zadnjem delu tega grafa. Z vijolično barvo so označene cene gnojil, z rdečo pa cene energentov. Vemo, da pri vsem tem blagu obstaja zelo velika trgovska marža, ki jo je morda še mogoče spremeniti. V tej naslednji tabeli vidite, kakšne so bile spremembe cen. Videti je, kakšne spremembe so bile v 12-letnem obdobju in v 6-letnem obdobju. Seveda se je ob vsem trem treba zavedati, da mora kmetijstvo še vedno zagotavljati ne samo preživetje, ampak tudi določen donos. Torej, da mora biti ekonomsko upravičen in uspešen. Poleg tega pa, kot pravimo, kot sem že omenil, se bo svetovno prebivalstvo še povečalo. Do leta 2050 bomo imeli več kot 9 milijard ljudi na planetu, kar pomeni, da bo treba zagotoviti hrano za vse te prebivalce Zemlje. To pomeni, da bo potreba zelo povečana. Povečal se bo tudi splošni povprečni prihodek ljudi. To je posledica urbanizacije in sprememb, ki bodo seveda vplivali tudi na njihove prehranske navade. Evropska unija ima tu pomembno vlogo in seveda lahko tudi sama prispeva k povečani oskrbi s hrano. Seveda bodo največje spremembe prišlo v državah v razvoju. Kot vidite na desni strani grafa, gre zlasti za Azijo, jugovzhodno Azijo. To so države, ki se bodo še vedno povečevale, kjer se bo prebivalstvo še vedno znatno povečevalo. In tudi tam ima lahko kmetijstvo Evropske unije pomembno vlogo. Katera živila
bodo se tudi povečevala oziroma potrošnja, kot vidite, gre zlasti za mlečne izdelke. Zaradi sprememb urbanizacije, zaradi sprememb v prehrani bo zlasti prišlo do porasta pri mlečnih izdelkih, pri žitarici in pri mesu. Seveda pa se je treba zavedati, da je kar nekaj omejitev pri sami porabi. Prva omejitev so zemljišča. Raba vode je seveda tudi zelo pomemben dejavnik, ki vpliva na porabo produktivnosti oziroma povečanje produktivnosti. Na svetovni ravni je v zadnjih 40 letih prišlo do povečanosti donosa in sicer za skoraj 2 %. Zdaj je letna rast donosa zelo padla. Takšne razmere poznajo ne samo v Evropski uniji, ampak na ravni celega sveta. V vseh državah se zdaj soočajo z manjšo rastjo donosa. Poraba se seveda poveča in proizvajalci težko res odgovorijo na to povečano porabo in tudi sami povečajo svojo proizvodnjo. Predlagali smo in tudi predsedniki vlad so se strinjali s tem, da povečamo vlaganja v raziskovanje, ki je povezano s kmetijstvom. Zavedati se moramo, da je tu velik deficit, veliko pomankanje konkretnih raziskav na področju kmetijstva. Na naslednjem grafu vidite, kako so se spreminjale cene žitaric v Evropski uniji. Zeleno so obarvane cene pšenice, rumeno cene koruze, rdeče pa cene ječmena. Kot vidite, so trenutno cene dokaj visoke. Pričakujemo, da se bodo te cene s časoma znižale. Tukaj vidimo, da je zelo glede na cene žitaric potrebno pomagati proizvajalcem, da so lahko konkurenčni. Torej, to pomeni, da jim moramo dodatno olajšati, dati dodatno finančno spodbudo. Kako se bomo tega lotili v okviru nove skupne kmetijske politike? Najprej si želimo natančno opredeliti cilje. Če želimo zagotoviti dobro oskrbo evropskih državljanov, potem moramo te izzive jih opredeliti s konkretnimi političnimi cilji. Upravljati želimo trajnostno z našimi naravnimi viri. Zelo pomembno pa je, da zelo enakomerno razvijemo vsa podeželska območja, ki doslej niso bila deležna takšnega razvoja. Urbana območja, mestna območja in ruralna podeželska območja se zelo razlikujejo in te razlike je potrebno odpraviti. Ponovno je potrebno oživiti podeželje, spodbujati rast. Podeželje mora postati bolj gospodarsko močno. 3 glavni cilji reforme so, da glede na trenutno našo kmetijsko politiko želimo okrepiti konkurenčnost kmetijskega sektorja, izboljšati želimo trajnost. Želimo, da kmetijstvo ne bi imelo velikega okoljskega vpliva, negativnega okoljskega vpliva. Poleg tega pa si želimo, da bi bilo kmetijstvo bolj učinkovito, da bi bilo bolj uravnovešeno, da bi podobni pogoji veljali za vse pridelovalce v Evropski uniji. Zelo pomembno je, da proračun, ki je namenjen kmetijstvu, začnemo bolje uporabljati, bolj učinkovito. Na tej prosojnici tako na kratko povzemamo vse cilje reforme. Na desni strani vidite, kako izboljšati učinkovitost, na levi strani, kako izboljšati konkurenčnost. Prizadevamo si, da bi veliko hitreje lahko
prišli do sredstev, da bi bila izraba bolj fleksibilna. Prizadevamo si za boljšo proračunsko podporo. Okrepiti želimo samoorganiziranost proizvajalcev, bodisi prek različnih organizacij proizvajalcev ali prek zadrug. To področje si želimo res dodatno okrepiti, saj menimo, da je zelo pomembno za same predelovalce. Pomagati jim moramo, da se organizirajo in s tem bodo lahko precej izboljšali svoj položaj in svoje prihodke. Naslednji ukrep zadeva trajnost. O tem smo veliko govorili, govorimo o zelenenju, o bolj okolju prijaznim politikam. Hkrati spodbujamo prakse, ki ne škodijo okolju in ki so skladne tudi z lokalnim podnebjem. Prizadevamo si tudi za nov način upravljanja pomoči neposrednih plačil. Ne glede na to, ali se nanaša na prvi ali na drugi steber, menimo, da je te vrste pomoči potrebno bolj učinkovito upravljati. Na naslednji prosojnici vidite nekaj več o novi obliki plačil, ki jih želimo omogočiti kmetom. Gre za neposredna plačila, ki bodo veliko bolj usmerjena na posamezne predelovalce in na njihove dejanske potrebe. Gre za neke vrste plačilo, ki pomaga prihodkom posameznega predelovalca. Potem obstaja še specifično plačilo, dodatno plačilo, naprimer za mlade predelovalce, za mlade kmete. To je zelo pomembno. V Evropski uniji imamo zelo nizek delež mladih kmetov. Samo 10% kmetov je mladih, potrebovali pa bi kar 35% mladih kmetov, če bi želeli zagotoviti nadaljevanje v tem sektorju. Potem obstaja še plačilo za posamezna območja. Zavedati se je pa treba tudi naravnih omejitev, ki so pri tem prisotne. Glede na to, ali dejavnost izvajamo v eni ali drugi v enem ali drugem območju ali kakšna je ta dejavnost, so potem na voljo različna strukturirana plačila oziroma gre za poenostavljen sistem plačil za res specifična območja ali specifične dejavnosti. Zelo pomemben element, ko govorimo o neposrednih plačilih, ki predstavlja tudi velik delež proračunskih sredstev, je pomoč, ki je namenjena ohranjanju konkurenčnosti. Skupna kmetijska politika želi ostati usmerjena v to smer. Prizadevamo si za konkurenčnost naših kmetov. Treba pa je seveda racionalizirati sredstva, ki so na voljo, racionalizirati tudi intervencijska sredstva, ki morajo biti porabljena bolj učinkovito. Oblikovati je treba sistem, ki se bo bolj ciljno usmerjen, ki bo zagotavljal posebno mrežo pomoči. Sistem kmetijskega trga je zelo razdrobljen in je zelo težko ga je upravljati. Veliko je administrativnih ovir. Prizadevamo si, da bi tudi v primerjavi z ostalim svetom postali nekoliko bolj enostavno organizirani, tudi zato, da bi lahko bolje sodelovali s tujino. Pomembno je, da ta trg, velik trg, ki ga sestavlja zdaj 27 in kmalu 28 držav članic, da bi bil bolj enostaven. Ne smemo si prizadevati za upravljanje posameznih trgov, ampak
neposredno moramo pomagati kmetom. Samo tako lahko zagotovimo boljše pogoje za kmete neposredno. Potem je tukaj še nekaj orodij, ki bodo pomagali kmetom, da se bolje organizirajo. Orodja, ki bodo jim pomagala, da imajo dodano vrednost na svojih izdelkih. Bodisi da so to vrednosti izgubili v preteklosti zaradi različnih razlogov. V prihodnje želimo vse to okrepiti želimo vse prakse, ki so se izkazale za dobre, tudi zadružništvo, kot smo omenili prej. Menimo, da je pomembno, da se ta sektor dobro organizira, da bo dobro upravljan. To pomeni, da bomo finančno pomoč namenili tudi sami organiziranosti kmetov v različne organizacije in zadruge. Hkrati pa si prizadevamo, da bi države članice obvezno priznavale organizacij in zadrug in da bi zaradi tega imeli neposreden dostop do financiranja in različnih oblik finančne pomoči. Poleg tega pa želimo pojasniti in tudi dati pravno podlago, pravno varnost zadrugam, da bi lahko nadaljevali pri svojem delu, pri zagotavljanju dobrih tržnih usmeritev. Ugotovili smo, da so konkurenčna pravila na ravni Evropske unije zelo različna med posameznimi državami članicami. Menimo, da je treba ta pravila bolj poenostaviti, da je treba ta pravila igre narediti bolj prijazna samim uporabnikom, da bi lahko zadruge res izkoristile enake možnosti, ne glede na to, iz katerih držav prihajajo. S tem bi tudi zagotovili vidnost in obstoj teh organizacij na dolgi rok. V vseh državah Evropske unije si prizadevamo tudi za vzpostavitev različnih mrež, ki bi zagotavljale posamezna sredstva za primer nesreč. Na ta način bi lahko omejili nihanje cen, lahko bi bolj uravnavali težavne situacije. Sedaj še o spremembah v drugem stebru. Še zlasti se bo spremenil način upravljanja. Torej, razvoj podeželja se bo vodil tako, da bi zagotovili čim več sinergije, da bi povezali različne elemente, recimo regionalno sodelovanje, kohezijska sredstva. Imamo namreč primere, ko vidimo različne usmeritve znotraj kmetijskega sektorja. Predlagali bomo različne ukrepe. Gre za podobne ukrepe, kot smo imeli v preteklosti. Uporabili pa bomo tudi ukrepe za obvladovanje tveganj. Ali imam še nekaj časa? Še nekaj besed o razpravi v evropskem svetu. O vseh teh elementih smo začeli razpravljati pred 2 letoma. Sedaj smo dosegli velik napredek pri teh pogajanjih. Konec razprave naj bi dosegli konec junija. V preteklosti smo se pogovarjali predvsem s svetom in Evropsko komisijo, sedaj pa imamo še tretjega sogovornika, ki je Evropski parlament. Tukaj imamo veliko bolj kompleksne in raznolike razprave. Na ravni komisije smo predlagali dodatne dokumente. Ti se nanašajo na najtežavnejša področja v evropskem kmetijstvu. Naši predlogi
naj bi zagotovili bolj pozitiven učinek politike na okolje, pri čemer naj bi zmanjšali omejitve, s katerimi se srečujejo kmetovalci. To se nanaša denimo na zahteve po diversifikaciji kultur. Kar zadeva svet, lahko povemo, da smo dosegli napredek v času različnih predsedstev. V času irskega predsedstva naj bi zaključili mandat pogajanj. Ko bo Konsej imel ta mandat, bo začel s tristranskimi pogajanji med svetom, Evropskim parlamentom in komisijo o teh mandatih pogajanj. Pomemben je seveda proračun, ki naj bi ga dosegli voditelji držav. Ti so predlagali znižanje sredstev, toda precej manjše znižanje kot na drugih področjih. Razprava ni tekla zgolj o proračunu, ampak tudi o drugih načelih skupne evropske kmetijske politike. Razprava je tekla tudi o neposrednih plačilih. Prišlo naj bi do večje konvergence med različnimi državami. Dosegli naj bi tudi nova sredstva za države, ki presegajo 75% prag proračuna. Kar zadeva okolju prijazno komponento, je komisija sprejela odločitev, da naj bi 30% sredstev namenili tem zelenim plačilom. To se nanaša na okoljske ukrepe. Plačila, ki so torej se usmerjala predvsem v produktivnost, naj bi torej upoštevala tudi okoljsko komponento. Voditelji držav so postavili še dva predloga. Menili smo, da je treba doseči več fleksibilnosti. Drugi element so ekološke površine. 7% površin naj bi vsi kmetovalci namenili za cilje biološke raznovrstnosti. Za nas je to način, kako spodbujamo biotsko raznovrstnost in ohranjamo raznolikost podeželske krajine. Voditelji držav so poudarili, da uvedba teh 7% ne pomeni, da je treba teh 7% uporabiti za znižanje kmetijske proizvodnje. Omeniti je treba tudi prožnost med prvim in drugim stebrom. Predlagali smo 10% sredstev, ki bi jih lahko namenili bodisi prvemu, bodisi drugemu stebru. Voditelji držav so ta delež povišali na 15%. Obstajal pa je tudi predlog,
da naj bi državam, ki dosegajo 75% BDP-ja, prejele višji delež sredstev. Sedaj še o drugem stebru. Obstajajo določena sredstva, ki so bila namenjena različnim državam. Ta sredstva se namenjajo, upoštevajo tudi Slovenijo. Slovenija bo prejela dodatni znesek 150 milijonov evrov. Ostale spremembe naj ne vplivajo na odločitve komisije. In sedaj še o Evropskem parlamentu. Razprava se je začela v preteklosti. Odbor pri Evropskem parlamentu je dal mandat za pogajanje konec januarja in čez približno 10 dni bo plenarno zasedanje Evropskega parlamenta, kjer naj bi glasovali o mandatu za pogajanje, tako da lahko do konca marca pričakujemo, da bosta tako parlament kot svet že imela izoblikovana stališča, da bodo lahko se začeli pogovori med svetom, parlamentom in komisijo. Tako pričakujemo in upamo, da bomo lahko v prihodnji skupni kmetijski politiki že govorili v okviru določenih datumov, ki si jih je zastavilo tudi irsko predsedovanje. Govorimo o aprilu. Takrat naj bi se torej začeli trilogi, tristransko pogajanje, ki naj bi se končalo do nekje junija 2013. Takrat naj bi sprejeli dokončne obrise nove skupne kmetijske politike. In treba se je seveda zavedati, da je to politiko že treba začeti izvajati leta 2014 in sicer že januarja leta 2014. Torej lahko vidimo, da smo že nekoliko v zamudi, da se nam nekoliko mudi. Razprave med svetom, komisijo in Evropskim parlamentom bodo privedle do novih politik, nove skupne kmetijske politike in nove politike na področju razvoja podeželja, zlasti kar zadeva neposredna plačila. Ta plačila se bodo začela izvajati nekoliko pozneje. Saj vemo, da države članice potrebujejo od 6 do 12 mesecev, da sploh lahko vzpostavijo ustrezne mehanizme za ta plačila. In tako pričakujemo, da se bodo ta neposredna plačila začela izvajati v začetku leta 2015. Na izrednem vrhu predsednikov držav in vlad v februarju je bilo torej sprejeto nekolikšno znižanje proračuna. Če se bodo zdaj vse vključene strani strinjale s tem, bomo torej sprejeli nov finančni okvir. Če bomo torej do junija sprejeli ta politični odgovor, bomo imeli nov okvir neposrednih plačil. Zelo pomembni so torej naslednji meseci, seveda pa se moramo zavedati, da bomo potem potrebovali tudi določeno obdobje prehoda iz starega sistema v nov sistem. Zadeve bo potrebno uskladiti, jih harmonizirati in upamo, da bomo do leta 2015 res lahko uvedli nov sistem na obeh področjih. Kot smo že slišali danes zjutraj, je gospodarska kriza prizadela tudi kmetijski sektor. Evropska komisija si mora z državami članicami, z vladami prizadevati, da bo kmetijski sektor močan tudi v prihodnje. Kmetijski sektor, kmetijsko-predelovalna industrija je zelo pomembna in celo najpomembnejši sektor v Evropski uniji in to mora biti vidno tudi prek skupne kmetijske politike, pa tudi prek drugih politik. To je politik za raziskovanje, za regionalni razvoj in tako naprej. Z vsemi temi politikami skupaj moramo spodbujati
razvoj kmetijstva in si prizadevati za njegovo nadaljne povečevanje in krepitev. Gostu iz Evropske komisije se za njegovo predstavitev najlepše zahvaljujem.